Dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocoj imamo v naši sredi gospoda Ivana Omana, protagonista Slovenske pomladi, ustanovitelja Slovenske kmečke zveze, člana Demosa, parlamentarca oziroma poslanca in še marsikaj. Ob njem pa avtorja knjige, ki je išla pri založbi Družina, naša dobra znanca in sodelavca, magister dr. Dejan Valentinčič, in časnikarka Erika Jazbar. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. V veliko časti štejemo, da imamo danes v svoji sredi tako markantno osebnost, kot je gospod Ivan Oman. Pozdravljamo ga z enim velikim aplavzom. Ivan Oman je najbolj poznan po vzdevku gospod kmet iz Minca. Je človek, ki je v slovensko politiko in v javno življenje zopet prenesel in obudil te plemenite, žlahtne tradicije naših prednikov slovenskega kmetstva. Ivan Oman je zagotovo v slovenski javnosti najbolj poznan kot kmet, je pa tudi veliko več. Je eden ključnih tvorcev slovenskih pomladi, Demosa in Slovenske kmečke zveze. Ivan Oman je tisti, ki se je prvi upal javno stopiti na slovensko politično prizorišče, ustanovil opozicijsko politično organizacijo, drugim konkurentom pomagal pri ustanavljanju svojih strank, pomagal in bil pobudnik povezovanja v Demos in skozi vso kariero lahko rečemo, da sta ga predvsem odlikovala dve odliki, zdrav razum ter poštenost. Je človek, ki mu nihče ničesar ne more očitati po koncu njegove politične poti. Gospod Ivan Oman, prisrčno dobrodošli med nami, sedaj pa besedo predajam Eriki. Dober večer tudi v mojem imenu, dobrodošli v Gorici. Nam boste tudi povedali, kako vi kot Gorenc imate ta goriški H, ki meni ni jasno, zakaj se to dogaja. In ste tudi eden od redkih politikov, žal danes moramo to poudariti, ki ima odnos do slovenstva, ki je zunaj meja. Nekoč je bilo to bolj prisotno v slovenski politiki, tudi tista stara partija, o kateri ste tudi večkrat govorili v tej knjigi, je imela odnos do našega zamejstva. Danes to ostaja v dometu pomladne strani, če lahko jo še tako imenujemo, da ne gledaš samo na državne meje Republike Slovenije, ampak da gledaš na etnične meje slovenstva. Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli ta čas za nas, da ste prišli iz Minca, ki ni ravno za vogalom. In moje prvo vprašanje, ki bi ga postavila, je tako bolj splošno in tako, ko bi rekla, močno vprašanje. In sicer odnos do slovenstva. Kako se je ta vaš odnos do slovenstva gradil? Kako ste ga ohranjali v različnih sistemih, v katerih vam je bilo dano živeti? In kako doživljate to slovenstvo danes, ko zelo pogosto se dogaja, da ko govorimo o slovenstvu in odnosu, ki ga imamo do domoljubja in do slovenstva, se nam Najprej sem skupaj, Bog daj dober večer. Slovenstvo. Veste, nekaj žalostnega je pri nas, da se nekateri bojijo že pridevnika slovenski. Lahko je Slovenije, ne pa slovenski. Spomnim se iz svojih mladih let, ko sem bil še šolar pred vojno. Tista šola takrat
nas je vzgajala v zavedne Slovence, v slovenske patriote. Zdaj, če omeniš besedo slovenski, bi že skoraj pomenil ne vem, kakšen pretiran nacionalizem. Nekaj žalostnega je to, kar se pri nas zdaj dogaja. Ob tem, ko smo vendar vsi veseli, da se tudi zunaj slovenskih meja ohranja, kolikor je mogoče, še slovenska beseda in slovenska narodna zavest, pa ne gre tukaj na italijanski strani meje ali pa na severu, na avstrijski strani meje. Mislim, smo nekako se pohvalimo včas, da je na Koroškem neka slovenska občina, še povsem slovenska, to so Sele na Koroškem. Nemci pravijo Celfare. Doma se pa že bojimo besede slovenski. Tako gre ta čas naprej. Vso čas pred temi 25, 26 leti so nam govorili o socialističnem patriotizmu. O slovenskem patriotizmu je pa že težko pogovarjati in tega je človek žalosten. Ko smo vendar se toliko prizadevali za to, da se končno pridemo do lastne suverene države. In zdaj smo kvečjemu lahko v državi Sloveniji, to ja, ampak da je to slovenska narodna država, to je pa že nekaj tako rekoč grešnega. Tega je človek žalosten. Knjiga, ki je priložnost tudi za današnji večer, kot smo napisali v uvodu, je knjiga, ki se bere v 10 dejanjih oziroma v 10 poglavjih in ima dva glavna namena, in sicer prvi namen je ta, da imamo vpogled v vašo politično biografijo, ki je dokaj dolga in tudi bogata in tudi je imela veliko zadoščenj. Po drugi strani pa izžareva iz celotne knjige ta vaš duhovni in vrednostni svet, ki je ta vrednostni svet predvojne Slovenije in ki je tudi tista podlaga, na kateri rastejo vse te vrline, vse te odlike, ki jih vi imate v odnosu do javnega, ki so načelnost, jasnost, iskanje skupnega jezika, pa ne odpoved opredeljenosti in vsebinam, ki so pomembne. Danes je žal veliko manj tega, že vrsto let je veliko manj tega. Kje se je izgubil in kdaj se je začel izgubljati ta vrednostni svet? Dobro se spomnim, v tistem času prve osamosvojitvene vlade je bil profesor dr. Capuder, minister za kulturo. Na neki prireditvi je omenil tisto geslo ora et labora. Kakšen hrup, kakšna reakcija je nastala zaradi ora et labora. Ker slišali so samo predvsem ora, to je bilo pa nekaj nezaslišanega, ne ora. In tisti kritiki tega Capudrovega govora niso bili v stanju pomisliti, da je na tem geslu zgrajena evropska civilizacija. In ne vem, koliko je še tistih, ki jih zanima tisto, čemur pravimo evropska civilizacija. Zato sem že tudi kolikokrat rekel, da Evropa in Slovenija z njo, ali pa Slovenija z Evropo,
ima samo eno izbiro, da se vrne k tej civilizaciji, hrščanstvu. Sicer Evrope, take, kot jo vidimo, ali pa celo smo jo videli, pač ne bo več. Če se vrnemo spet na slovensko družbo. V medijih, v javnosti je danes veliko, kako bi rekla, vzvišenosti, veliko hladnega pristopa, veliko ostrine, pa tudi takega hladnega odnosa do vsega, ne vem, govoriš o slovenščini na univerzi ali pa o, ne vem, čistilni napravi ali pa o visokošolskem sistemu na isti način, govoriš samo o številkah. Vsi vemo za vse plače naših politikov, sorodstvene vezi in tako naprej. Ta način, ta odnos, ali je to, kar nam ponujajo mediji v javnosti in slovenska družba ostaja še nekaj drugačnega in nekaj pozitivnega v sebi ima, ali pa to je to. Ta cinizem, ta nihilizem je že del slovenske duše ali pa je samo to, kar nam ponujajo mediji? Stanje duha v slovenskem je pač rezultat tistega, kar je predvideval Kocbek, spremembo slovenskega narodovega značaja v tistih točkah osvobodilne fronte. Seveda ta sprememba je šla v povsem drugo smer, kot si je to zamišljal Edvard Kocbek. Sprememba je šla v to smer, namesto, kar je Kocbek je predvideval, kako je že rekel, iz naroda hlapcev v narod junakov. Seveda stvar se je obrnila, da smo postali narod hlapcev, vsaj v velikem delu. In gre predvsem za nekaj, za veliko indiferentnost, za to, kar je potem dr. Bučar okarakteriziral kot, da je nenormalno, čisto normalno, da je ponos kvečemu za domačo rabo, za javnost pa ne, in take stvari. In seveda, če se je čelo potrebno pol stoletja takega stanja, ki je ljudi pripeljalo v tako razmišljanje, bo treba spet pol stoletja, da bo naslednje generacije spet tisto, kar bi morali biti ponosni ljudje in odločni in neko značajnost, zaradi katere se človeka ne da premikati, kakor bi se komu ljubilo. Ampak vi prihajate iz podeželja in ste globok in veren katoličan. Vera vam daje tudi ta notranji mir, ki ga današnja družba nima več, niti pri nas ga nima več. Pod vprašanje, vsaj te manjše vaške skupnosti, ki se zbirajo okoli župnije, ostajajo eni srečni otoki ali niti tam ni več tega? Ja, postalo da težko vprašanje. Nisem filozof, razmišljam po kmečko. Ja, ampak vsako nedeljo ste pri maši v Zmincu. Koga srečujete tam? Ja, jaz sem vsako nedeljo pri maši in zmeraj manj nas je pri maši. To je pa to, kar sem prej rekel, ali se vrniti krščanstvo, ali pa nas ne bo.
bom nekaj drugega rekel, ker govorimo o krščanstvu. Vse skozi vso zgodovino se dogaja to, da bi bilo kristjane potrebno neprestano pokristjanjevati. Nikoli popolnoma pokristjanjeni kristjani. In ker se to vse skozi dogaja, sem rekel tudi že to, da je vseh prekocij in prevratov v družbi skozi stoletja krivo ravno nekrščansko krščanstvo kristjanov. Ali pa bolj točno povedano, nekrščansko ravnanje tistih kristjanov, od katerih je odvisno dogajanje v družbi. Ampak vi ste imeli tudi to srečo, da ste spoznali Jamnikovega profesorja Ivana Dolenca. To je bil politik predvojne Slovenske ljudske stranke, ki vam je dal pomemben pečat in kot ste nekoč rekli, preden ste začeli brati Marksa, ste že prebrali nekaj Kreka in nekaj papeževih enciklik. Ena od rak ran današnje družbe je tudi pomanjkanje formacije v širšem političnem smislu, če hočemo tudi ideološkem, čeprav danes to zveni zelo staro in zelo negativno. Moje vprašanje je, kje lahko vsakdo izmed nas najde Jamnikovega profesorja ali Ivana Dolenca? Kam naj ga gremo iskati? Jamnikov profesor, torej moj prijatelj, mi je veliko pomagal, da sem vsaj do nekega znanja v politiki prišel. In vam bom povedal najprej dva njegova nauka, ki sem si jih za zmeraj zapomnil. Prvič, nikoli ne smeš žaliti, tudi političnih nasprotnikov ne. To je en pomemben, vse skozi sem se skušal tega načela držati. Drugo bi bilo pa to, moraš znati biti kritičen tudi do lastne stranke. Sicer sva s tem profesorjem se v vseh stvareh strinjala razen o jugoslovanstvu. On je bil prepričan jugoslovan in je vse v predvojnem smislu, ne? V predvojnem smislu. Tako je v predvojnem, tako je jugoslovan in ki je verjel, da iz dveh razlogov verjel v Jugoslavijo. In sicer kot kristjan, kot katoličan, je bil prepričan, da so vsaj Hrvatje dolžni, da delajo v smislu približevanja srpske cerkve Rimu. In seveda se je potem med to zadnjo vojno zgodilo nekaj absolutno obratnega, hrvaško ustaštvo, ki je pa, zakaj je s tem, kako dolgo obdobje odvrnilo v popolnoma obratno smer zapeljalo to stvar. To je ena. Druga stvar je bila pa ta. Tako kot je dr. Korošec, predvojni politik, dejal, da je najslabša Jugoslavija še zmeraj najboljša rešitev za Slovenijo.
ker se je bal za naše meje, ker je verjel, da Jugoslavija brani naše meje. Potem se je pokazalo, da se je zgodilo prav to, kar je tudi napovedal Korošec, da se bo Jugoslavija sesula kot hišica iz kart. In to se je zgodilo, da je že dvakrat. No, ampak takih ljudi, kot je bil Jamnikov profesor, bi zdaj slovenska družba potrebovala toliko, da bi uspeli vzgojiti voditelje, narodove voditelje, ki bi mislili svojo glavo, ne vem, najraje bi rekel, ki bi mislili po kmečko. In zelo preprosto, ko smo bili otroci, ko so nas navajali k delu, so nam preprosto rekli, da čeč ne da nič, treba delati in da se brez vuja še čevelj ne obuje. Pri nas, seveda, kot sem svoj čas rekel, so pričakovali, da bomo imeli Slovenijo novo Švico, ampak bi bilo treba švicati kot Švicarji. Mi bi pa radi, da bi nam nekdo prinesel takole. Ampak na vprašanje mi niste odgovorili. Jaz imam 14-letno hčerko, kdo naj jo formira? Jamnikovega profesorja zdajle nikjer ne boste našli. Njega ne, ampak mogoče je kakšen, ki bi se A ne boste našli stvari, ki so se nam dogajale. Zadnjih, kaj jaz vem, koliko. Samo uničilo gospodarstvo in kaj najhuje ljudi. Da bi pa potrebovali Jamnikove profesor, da bi zgradili ljudi. To, kar sem jo rekel prejle. Odpovedalo je pa vse. S šolo. Predvsem šolo. Pa še kaj. Se vrtimo vedno v enem in istem krogu, ne sedaj. Se vrtimo vedno v enem in istem krogu, ki je zelo negativen. Zato spremenimo nekoliko področje. Eno vprašanje, ki ga jaz postavljam vsakemu politiku doslej, ki je bil tu pod našimi lipami in je katoličan. Kakšen je tisti element, ki ga katoličan vnese v politiko? Najbolj preprosto odgovor je, da je treba biti pošten. Da je treba biti pošten. Potem se pa preprosto ne morejo dogajati take stvari, ki jim pravimo pri nas afere. Pa sem da vse povedal. Samo poštenost. Pošteno. Poštenosti je zaobjeto vse. Tisto, kar se reče, mora biti res. Kakšen odnos pa imate do današnje slovenske cerkve? Ja, veste, jaz sem konzervativen kristjan.
In nimam kakšnega posebnega smisla za kakšno veliko duhovnost, to je za druge, za take kmečke ljudi, pa ne. Jaz se spomnim, imam v mislih tisto Gregorčičevo, življenje ni praznik, življenje je delovni dan in boj ne prestan. In zdaj ne vem, če v naši cerkvi vedo, da je treba ljudi poučevati v tem smislu. Ne vem, ali pa mogoče jaz, torej mene se tisto preprosto ne prime. Zdaj, če ljudem ustreza, ne vem, tista velika duhovnost, prav, jaz nimam nič proti. Ampak od kakšnega sanjarjenja po moje ne bo velike. Življenje je delovni dan in boj ne prestan. To je treba ljudem dopovedati. Ampak jaz še take pridige že dolgo nisem slišal. Odpremo pa spet eno novo poglavje, ki mogoče publiki je manj znano, vsaj meni ni bilo znano, ko sva prvič prišla do vas v Zminec. In sicer, vi ste se maja leta 1945 pomikali na Koroško skupaj z domobransko vojsko. Vi niste bili domobranec, ker ste bili premlad, ste bili pa z vojsko, potem ste bili v taborišču na Koroškem in potem ste bili vrnjeni iz Vetrinja. Kaj je za vas pomenila ta izkušnja in kako je potem pogojevala vaše delovanje in kako vas je spremenila? To je zanimiva zgodba, ne? Moji starši so bili obveščeni, da so me terenci določili za likvidacijo. In potem, ko so se domobranci umikali, sem preprosto šel z njimi. In sem ostal med njimi, nisem šel v civilno taborišče, sem bil sam, nisem imel kaj, tam so bili pa domačini, sosedje, pa sem bil med njimi, smo se skupaj šotor postavili, so bili tam, potem, ker so bili vrnjeni, sem bil seveda vrnjen z njimi. Ampak nek bilo zanimivega. Nič se nisem bal, kaj bo. Preprosto sem čakal, kaj bo. In sem imel veliko srečo, moj bratranc je partizanski oficir in je poskrbel, da so me izpustili čez 2 dni, če se ne motim. V ponedeljek smo prišli v Lokovo, sredo opoldne sem je pa doma. Torej, bila je pa to ena velika šola. Velika šola. Vem, kaj se je dogajalo. Vem, da so to bile grozne stvari. Za takega smrkavca, starega 16 let, je to huda stvar. In sam sem pa mogoče tudi to pomagal, da sem ostal zmeraj to, kar sem bil. Ostal konzervativc, krščanski demokrat. Jaz smo se nekoč v stranki, potem z nekom nekaj spričkali, sem mu povedal kolegu, sem rekel, da sem bil krščanski demokrat prej, kot si ti iz plenic prilezel. Po prepričanju sem bil vse skozi prej, kot je pri nas od mladih ljudi sploh doslišal za krščansko demokracijo kjerkoli na svetu. Mogoče me je prav tista pot, tista šola pripeljala tudi v to, da sem potem, ko se je ponudila priložnost, šel v politiko.
na tej strani, seveda. Zdaj so me vabili tudi v partije, pa sem rekel, hvala, ne gre. Pa bi tam mogoče tudi lahko kariero naredil, tukaj je pa res. Tukaj je pa nisem, ker je nisem delal, sem zato raje šel, kot bi se uklanjal. Sem pač star trmast kmet. Zato je tudi danes verjetno toliko ljudi tukaj. Če bi drugače izbrali v življenju, mogoče bi nastopali pred 15 ljudmi. Kamorkoli vi greste, tudi predstavitev, ki smo jo imeli v Ljubljani, je bila pred polno dvorano. Vi ste opredeljen človek, za vas se točno ve, kdo ste, kako razmišljate. Ste pa tudi obenem človek dialoga, človek, ki išče skupni jezik, ko se gre za tiste pomembne vsebine. Kje so meje te opredeljenosti? Koliko daleč lahko gremo, ko iščemo kompromise? Ja. No, če se ne doseže kompromisov, potem smo stalno v neke vrste vojni, ne? Ampak mimo temeljnih načel se ne more iti. Mimo temeljnih načel poštenosti in načelnosti to ne more. To se ne more in ker se to kljub temu dela, je pač, jaz sem na primer, tisti čas, ko sem bil v politiki, v aktivni politiki, vztrajal, da se mora stranka, ki ji pripadam, obnašati načelno. In sem tudi v sporu z vlastno stranko, prav zaradi tega. Potem se je tudi ta stranka pokazala, da je to kvečemu škodje preveliko kompromisarstvo, kot pa držati se načel. In ne moremo, se pravi, do neke mere se pač gre, da nismo med sabo neprestano razbiti, sprti, ampak mimo temeljnih načel pa ne. Sedaj vas prepustim kolegu. Dobro. Vas prepustim kolegu za bolj specifična vprašanja. Dovolite še par vprašanj o slovenski pomladi. Ampak preden gremo na samo... Preden gremo na samo dogajanje v času slovenske osamosvojitve, za uvod mogoče, vi ste slovenski javnosti, kot že prej rečeno, znani kot nek simbol trdoživega slovenskega kmeta. Kaj vam pomeni ta slovenska zemlja, iz katere izhajate? Rodna gruda, lahko rečemo, napojena žulji in potom naših prednikov. Je to naša vrednostna osnova? Veste se, ravno to tako prepričali, kot je bilo takrat še med kmeti, je omogočilo, da smo prvi stopili na plan. Takrat je bilo še in zdaj potrebovalo nam je pa še, kaj bi rekel, kmete se je ves čas poskušalo odrinjati na rob. Torej, tako odrinjanje kmetov takrat ob takšnem mišljenju, kot je bilo takrat še med kmeti, je boleče. In to je prignalo tistih 1500 kmetov v Union 12. maja 88. In tako je bilo mogoče, da smo s tem sploh začeli.
Bil bi nepošten, če bi trdil, da je bilo vsem tem času komunističnega režima za kmete vse skozi slabo. To ni res. So bili časi, so bili vmes časi, ko se je dalo čisto normalno živeti, če si bil seveda toliko preden, da nisi šimfal čez partijo. To je bilo, glavno je bilo to. Ampak ekonomsko se je od časa do časa dalo živeti. Kadar takrat pa, ko smo pa potem začeli s to svojo organizacijo, je bilo pa izredno kritično. Izredno kritično. In to je potem, vejte, ekonomski faktor je tisto, ki ljudi požene na to, da se začnejo boriti. So bili kmečki punti v zgodovini, so delavski štrajki, kadar je hodo pred do tega. In to je bilo tudi zdaj. In nekaj nas je bilo, ki smo tvegali. Ampak samo med nami kmeti. Drugje so lepo čakali, mirno čakali, če bodo recimo za vožnja in domo aretirali, zaprli, pa bo lepo se tiho in mirno, ker pa tega niso, se pa to ni zgodilo, potem seveda je bilo pa kar veliko junakov. Omenili ste Unionsko dvorano, kjer je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, vi postavljeni za prvega predsednika, obveljali ste za pravega ljudskega tribuna slovenskega človeka, ampak s posebno odliko ljudski tribun, ki nikoli ni zapadel v populizem. Torej, vedno ste se borili za neke realne probleme in realne potrebe ljudi. Kdaj ste prvič zaznali, da bo treba stopiti na javni parket, ustanoviti neko kmečko združenje, in kdaj ste ugotovili, da stanovsko društvo ne bo dovolj, ampak da je potrebna opozicijska politična stranka? No, kmečko zvezo smo ustanovili leta 1988. Sam sem pa že novembra leta 1980 sklical nek sestanek kmetov iz občine Škofjeloške, kjer smo sklenili, da bomo ustanovili kmečke sindikate. Takrat ni bilo še mogoče najti junakov, ki bi šli v to. Torej, treba je bilo čakati, da so se stvari toliko zgodile, da je bila tudi ta možnost. Zdaj pa, vsem je bilo jasno, vsaj tistim nam, ki smo bili v vrhu te organizacije, da s samim sindikalističnim delovanjem ne bo mogoče kaj dosti napraviti. Čeprav smo nekatere uspehe dosegli, že prvo leto smo nekaj dosegli. Vsi smo vedeli, da je treba spremeniti sistem. Že pred samo ustanovitvijo, pred 12. majem, sem za takratnim tednikom Telex dal intervju in v tistem intervjuju so bili nekatere trditve, ki so morale vsem, ki so to prebrali, dati vedeti, da kmečka zveza ni samo kmečki sindikat, da postavljamo več. Demokracijo in tudi položaj Slovenije kot države. In se je zgodilo celo to, da je, jaz sem intervju dal Vinkovo Sleto, ki je še zdaj, če se ne motim, na ljubljanskem radiju. Potem je že čez teden se pojavilo med pismi bralcev, da je neka gospa trdila oziroma namigovala,
da si je Peterle Vasle to preprosto izmislil, ker kmetje pač nimajo pojma o takih stvarih, kar sem jaz tam govoril. In so vedeli, torej so razumeli, da gre za nekaj več. Gre za več kot samo za kmečki sindikat, po koliko bojo kmetje bil plačano mleko in meso in krompir. Slovenska kmečka zveza je bila prva lastovka slovenske pomladi. In ko ste sami dejali, ko so ostali videli, da Omana in Zagožna niso zaprli, so si tudi sami upali na plan. Takrat je potem prišlo do cele kopice novih strank. Kako je pa prišlo do tega, da je vaša domačija v Zmincu, vaša kmečka kuhinjska miza, pravzaprav postala zametek slovenskega parlamenta? Tam so se predstavniki strank dobivali, osnovali koalicijo in se podali na prve demokratične volitve. Ja, zgodba je takale. Profesor Bučar, ki je bil potem prvi predsednik parlamenta, on si je stvar zamišljal, da bo Slovenska demokratična zveza, ki so jo ustanavljali razni profesori in kulturniki in ne vem kaj, praktično edina alternativa partiji. Partijskemu režimu, torej bi se na volitve podala Slovenska demokratična zveza kot opozicija. Potem, seveda so pa takoj za SDZ-jem začeli nastajati Socialdemokratska zveza, Krščanski demokrati, pa kaj vem, kaj še vse. In zdaj je seveda ta stvar, tak projekt, Bučarjev projekt, padel v vodo. Da je vse razdrobljeno. Zato sem jaz potem, mi smo se tisto poletje leta 1989 zelo pogosto sestajali, predsedniki vseh teh novih gibanj, in med nami je bila pa tudi ta zveza socialistične mladine, ko se je tudi obnašala kot opozicija partij. Pa tako imenovani Bavčarjev odbor, ki je pa nastal zaradi aretacije Janša in company. Tam so na teh naših sestankih so prišli prihajati predlogi, da bi se začeli pogovarjati o skupnem nastopu na volitvah. Seveda, tam tega ni bilo mogoče izpeljati, ker so nasprotovali tako kot Mladina, pa Bavčarjev odbor. Zato sem jih jaz povabil domov k sebi, pa smo se pri nas dogovorili o, takrat še nismo rekli demos, smo rekli pač združena opozicija, potem je pa nekdo pogruntal to ime demos. In tako je to pri meni doma nastala ta povezava novih političnih organizacij, novih strank, ki se je združila v novo združeno opozicijo. Tako v jeseni potem je prišlo do ustavnih amandmajev, ki so uzakonili politično opozicijo ali pa politični pluralizem in kolikor toliko demokratične volitve. Nekoliko manj znan drobec iz tega obdobja je, da ob snovanju Demosa na vaši domačiji je bilo mesto predsednika koalicije Demos najprej ponujeno vam, a ste to mesto zavrnili in je bil kasneje zato predlagan dr. Jože Pučnik. Dve vprašanji glede tega. Torej, zakaj niste sprejeli predsedovanja Demosov? In drugo, nekoliko provokativno vprašanje, ko se sedaj ozirate četrt stoletja nazaj, kaj bi bilo drugače, če bi Demos namesto dr. Jožeta Pučnika vodil Ivan Oman? Prvič, ja, mene je so predlagali krščanski demokrati za predsednika Demosa
In SDZ pa pač imel pripravljen predlog za Pučnika. In jaz nisem mogel sprejeti, jaz sem imel dovolj dela s Kmečko zvezo, pa jaz nisem mogel postati, ne vem, tako rekoč profesionalni politik, jaz sem imel kmetijo, bilo treba delati. In čisto v redu je bilo, da je bil to Pučnik. Tega pa ne bi upal trditi, da bi bilo bolje vodeno, če bi bil to Oman, ker bi bil Pučnik čisto v redu predsednik. Mislim, da je boljši kot od mene. Drugo vprašanje bi bilo seveda nekaj drugega. Edino Pučnik je bil pripravljen kandidirati za predsednika predsedstva. In seveda ni bil izvoljen. Jaz sem nameraval kandidirati za poslanca, pa so me potem v stranki prepričali, da sem kandidiral za člana predsedstva, ker sem bil tudi izvoljen. Mislim, da kaj jaz vem, a sem naredil napako, ne. Na stranko bi bil seveda lahko več vplival, če bi bil med njimi kot poslanec. Če sem pa tukaj kaj pametnega naredil, pa tudi prav. Ne vem, težko ocenjujem svoje delo, težko ocenjujem. Izmed vseh organov oblasti v času osamosvajanja je prav predsedstvo najslabše popisano. Nominalno je bila to zelo visoka funkcija. Povejte nam, kako je pa bilo z dejansko oblastjo? Katere pristojnosti ste imeli člani predsedstva in kako je tam poteklo delo? Kakšni so bili vaši odnosi z ostalimi 3 člani in predsednikom predsedstva? Veste, pristojnosti predsedstva. Predsedstvo je bilo v tej socialistični državi imelo nek poseben pomen. In sicer je bil nekak direktorij. Ne več po ustavnih amandmajih, ki so bili sprejeti 89. Prej pa. Po moje je bilo predsedstvo varovalka socialističnega sistema za primer, da bi kljub vsem manipulacijam skupščino poslance zaneslo v druge vode. To je bila funkcija predsedstva. Dejanska, ne bila nikjer napisana. No, potem v mojem času je bila funkcija predsedstva nadzor nad SDV, določanje oziroma nominacija sodnikov, kandidatov za sodnike ustavnega sodišča, mandatarstvo, podelitev mandatarstva za predsednika vlade, no pa še nekatere stvari. Vendar, ali pa seveda isto kot je za primer, da se skupščina ne more sestati, je potem tukaj predsedstvo. Ima praktično absolutno oblast v primeru vojne in podobnih stvari. To je to. Vendar, v času osamosvajanja je bila vloga predsedstva zelo pomembna. Posebej predsednika predsedstva. Vendar ni nekako držalo narod skupaj.
ob tej razdeljenosti, kakršna med Slovenci je takrat uspelo držati enotnost naroda. Tudi predsedstvo je imelo to funkcijo. Kakšni pa so bili odnosi znotraj predsedstva z ostalimi 4 člani? Kako je poteklo to dnevno delo? Veste, to je bilo zanimivo. Večina stvari, o katerih se je sklepalo in odločalo, je bilo takšnih, da smo lahko bili soglasni. In smo se tudi kot ljudje razmeroma dobro razumeli, predvsem naprimer, mi dva z gospodom Zlobcem smo dostikrat polemizirala, ampak prijateljsko, brez, ne vem, brez kakšne ihte ali kaj, smo polemizirala, seveda so vsak na drugem bregu in z večino. Skušala so praktično samo enkrat prišla v resen konflikt. Večinoma se je pa dalo lepo je šlo, preprosto je šlo. Veliko je govora o enotnosti v času slovenskega osamosvajanja. Kako se vi spomnite teh časov in tega obdobja? Je takrat dejansko bila enotnost med narodom zagotovo, kaj pa med politiko? Veste, potrebno je, da se doseže enotnost, saj na zunaj enotnost med politiki, to je pa tudi v narodu lahko enotnost. Zanimivo je bilo tisto polemiziranje pred plebiscitom. Če bi bili šli na plebiscit med politiki s takšnim sporom, med kakršnega je povzročil predlog za plebiscit, potem ne vem, kako bi stvari spadli. Ker so po dolgem, potrpežljivem, najprej polemiziranju, potem pa pogajanju med politiki, dosegli med politiki enotnost, ki smo jo tudi podpisali in obljubili, da se bomo držali. Potem je pa enotnost dosežena in tako smo enotni bili na plebiscitu in so bili enotni tudi po 25. juniju 1991. Nobenega dvoma ni, da je koalicija Demos dosegla zgodovinsko preobrazbo, torej dosegli smo svojo lastno demokratično državo. Praktično vsi se danes strinjate, da je Demos prehitro na razpadu. Kdaj ste vi prvič opazili razpoke znotraj Demosa? Kdaj vam je bilo jasno, da Demosa ne bo več mogoče obdržati skupaj? No, Demos je začel razpadati predvsem zaradi tega, ker je v okviru Demosa zmagala krščanska demokracija. To je bilo proti vsem pričakovanjem. Razpoke so se pa začele predvsem ob pripravah za zakon o lastnini in o privatizaciji. Potem je pa stvar šla, tukaj so lepa toliko različni pogledi, ampak ni bilo pa samo to. Ni bilo samo to. Stvar je bila v glavnem v tem, ali pa recimo poleg tega, ampak jaz bi verjel, da pomembnejša. Je bilo treba krščansko demokracijo izriniti na rob političnega dogajanja. Mislim, da je šlo predvsem za to. Sem pa vedel prej že, po nekaj mesecih Peterletove vlade, da stvari
o katerih smo se pogovarjali na zaprtih sestankih, odhajajo ven. In potem nam je lepo vse jasno. V knjigi omenjate, da je za razpad Demosa kriv histerični antiklerikalizem, ki ga ni bilo. Druga stvar, ki jo pa omenjate, tudi ta spor glede privatizacije in denacionalizacije. Mogoče nam še par besed več poveste o tem histeričnem antiklerikalizmu, kot ga sami imenujete, pa tudi o tem, mogoče tudi vi se niste strinjali s tem modelom privatizacije in takšnim modelom denacionalizacije, kot je bil sprejet. Kakšna je bila vaša vizija nekega poštenega lastninjenja tega premoženja? Ja, torej, prav to sem omenil, samo na drug način sem povedal. Šlo je za histerični antiklerikalizem, torej krščanske demokrate ven. Torej, ljudje niso v stanju doumeti, ali pa, torej, bi človek pričakoval, da je v demokraciji, da so v demokraciji vse politične opcije legitimne, tudi krščanska demokratska. In pa bi človek pričakoval od izobraženih ljudi, da bi razumeli, da preprosto klerikalizma ni bilo več. Se strinjam, da je bil pred vojno, je bil. Ampak evropske krščanske demokracije so to odpravile. Normalna krščanska demokratska opcija z enako pravico kot recimo socialdemokratska pa liberalna ali kakorkoli. To je ena zadeva. Kar se pa tiče privatizacije, sem pa prepričan zmeraj bolj, da je bil ta sistem, kot je bil pri nas izpeljan, certifikat je zgrešen. Da je bil, oziroma bi bil veliko boljši tisti sistem, ki ga je predlagal profesor Menzinger. Treba je priti z denarjem, podjetje kupiti. Dol bo vložil denar v podjetje, pogledal, kaj se z novim denarjem dogaja. Tako kot je pa tole speljano, so pa šla dobra podjetja, kaj vse se je dogajalo z njimi. Šlo v stečaj stvari, na katere je prav nič nobene potrebe. Stečaj stvari podjetja, ki so imele dovolj dela, po moje tudi plačano delo, ampak ko stečaj. Jaz se spominjam naših debat o Demosu, o tej stvari. Moje stališče je bilo, da se en del urednosti podjetja mora priti do last delavcev. En del. Nisem nikoli rekel, kolikšen del, ampak en del. Ostalo je pa treba plačati. Najbolj lastnik mora priti denarjem. To je bil Menzingerjev koncept in se zmeraj bolj prepričan, da bi bila veliko boljša rešitev, ko bi prevzeli njegov koncept, ne pa certifikatna razdelitev med vse in je praktično vse privatizirano. S tem, da si razdelil, smo vsi lastniki, vsak svojo delnico, zdaj pa imamo. No, ker imajo ženske vedno zadnjo besedo, še Erika ima par vprašanj. Zelo na kratko. V knjigi vi pravite, da Slovenija se danes nahaja v puščavi in čaka nekega voditelja, nekega preroka, da zapelje ta narod na zeleno vejo, recimo. Preko sva se vozila iz Števerjana v Gorico, ste rekli, da če bi bili 15-20 let mlajši, bi spet šli v politiko. Kako bi posegli v to slovensko politiko?
Ja, nekajkrat sem že dejal, da nas je Bog izpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje in zdaj nas pusti, da tavamo v puščavi in častimo zlata teleta. In da potrebujemo preroka, ki nas bo popeljal čez Jordan v slovenski Kanaan. In bo pač treba, da je že 25 let, če 15, da bo 40, kot so Izraelci. Čakali na Sinaju. Vmes so pa častili zlatega teleta, pa ne vem, kaj še vse se je dogajalo z njimi. No, dobro, ampak je prispodoba. Ja, to je pa res, to sem vam dejal, pa nisem samo vam rekel, to sem že rekel. Če bi bil 15 do 20 let mlajši, bi še enkrat šel in bi ustanovil novo gibanje za novo republiko. In bi, kot sem rekel, ne verjamem, da je pri nas polovica ljudi približno ne gre volit, ne gre na volitve, ne verjamem, da je polovica indiferentnih, da jih prav nič ne zanima. Mislim, da je velik del teh ne gre na volitve zato, ker ne vidi zanje sprejemljive alternative. Tiste strani, ki je na oblasti, ne sprejemajo, tiste, ki se pa ponuja kot alternativa, pa tudi ne. In imamo tako, kot imamo. Zato pa, če se bo zgodilo, da se bo našel nekdo, ki bo spremljiv. Trenutno težko. Smo vas preveč utrudili, imate še nekaj časa, da posvetimo publiki, z vprašanji z publike. Ste za to? Ja? Zdaj prosim publiko, če je kdo, ki ima kakšno vprašanje, da pride sem in spregovori na mikrofon, da se dobro sliši vprašanje. Če ne bom jaz šla naprej, ker... Če ne lahko spregovorimo o vaši številni družini, koliko vnukov imate? 18 vnukov. Zaenkrat. Ja. Ja, ta mlajši se še ne poročil, upam, da bo ja, da se bo jaz koražil. In ko sva pripravljala z Dejanom knjigo, pred 10. uro nisma smela priti v Zminec, ker vi ste bili v štali, ki ste delali, drži? Tudi danes ste bili. Programirali smo predstavitev meseca julija, ampak se ni dalo. Zakaj? Zdaj pa nas je kar precej dela. V štali je kakšnih 100 govedov, tega je 60 krav. Jaz če kar malo pomagam. Tako, veste, delati je treba, jaz se tega držim, je treba delati in preprosto moram delati. Jaz ne morem, da bi nehal. Če bo pa Božja volja taka, da ne bom več Bohov, pač pa želel, da bi čim prej umrl. Da bi zdela, biti je pa nekaj čudnega. Sem bil kmet, postal kmet, ko sem bil star 13 let in pol. 13 let in pol, ko je bilo treba delati kot za hlapca. In vam povem, da me je to zagrabilo, da sem postal srcem kmet. Srcem kmet. Ko sem oral, 13 let in pol sem bil star, ko je bilo treba zaorati spomladi. Ko
ko sem oral, je bilo to zame sreča. Bom prosto rekel sreča. Orati sreča. Tak sem ustal in zdaj je pa težko, ker je pač peša. Je težko še delam, ampak malo pa le še delam. Ja, ampak meseca julija niste mogli priti sem v Gorico, ker ste imeli košnjo, ste mi rekli. Torej smo morali avgusta narediti to predstavitev. Dele vas nisem razumel. Ste imeli košnjo meseca julija, to pomeni, da pešete, ampak vseeno delate, še vedno. Veste, to je pa tako, pri nas je košnja, 5krat na leto je košnja. Pa nas so zdaj take velike stroje, v 3, največ 4 dneh je na košnja pospravljena. In tiskrat se delamo praktično noč in dan. Na letošnji drugi košnji je sin moj, ki je gospodar. Zvečer je imel se grabljeno, prišel v hlev, nafotral, pa je pa delal do 4 zjutraj. Vozil v silos. Pa prišel za 1-2 ure pospat, spet v hlev, ob 9 pa spet naprej. In pri nas, kadar je to, imajo fantje, ki delajo sendviče pa pijačo, nič kosilo, za kosilo ni časa, pa je, če se naredi do večera, je večerja, če ne je v polnoči, kaj jaz vem, kadar je končana, je pa večerja. Tako se pri nas dela, jaz pa grem v štalo pa pomozem. Ampak tole se lahko zgodi vsak čas, kot zdaj je pol naprej, pa ne vem. Dan zjutraj sem še to odnosil, ampak danes sem pa težko delal. Težko. Zdaj se pa vsak mesec poznam, ne več vsako leto. Je kakšno vprašanje z publike, če ne midva še nadaljujeva, ker nisva obdelala vsega Dejan. Plebiscit in vse to. Ker vi ste hodili v štalo, tudi ko ste bili član predsedstva, v bistvu vas je varnostnik počakal? Takrat, ko je bila vojna, smo člani predsedstva imeli varnostnike. Jaz sem se sicer sam vozil v Ljubljano, ampak pa se ne bi smel, ampak sem rekel, ne maram šoferje, bom sam vozil. Med vojnom, tistih 10, pa še nekaj dol, smo imeli varnostnike, 2 fanta, policista v civilu, seveda, ne vem, kakšne imeli tiste. In zjutraj sem šel v štalo, prej kot sem odpeljal v Ljubljano, na vsakem koncu hleva mi je en skrbel za mojo varnost. Ko sva pa v nedeljo šla z ženo k maši, prav tako eden je šel z mano v cerkev, na koncu klopi je stal, drugi pa pred cerkev je skrbel za mojo varnost. Torej, če greš v politiko, se ne smeš bati obred. Treba s tem računati. Nobenega vprašanja nismo izvali. Dobro. Ja, boste morali povedati, ali pa... Gospod Toman, kako ocenjujete današnje stanje, recimo, na tisti strani, kjer ste vi, na, recimo, tako desni sredini? Ja. Ja, moja krehajo se med sabo, ne. Upam, da jih bo pamet srečala, pa bojo, ko bo čas za to,
pa bo spet kot je bilo, pa bojo enotni. Ni pa ne čudnega, ne, če se bolj krega, sej to je povsod, to je pač politik, v politiki je pač tako, da se kregajo ljudje. En italijanski znan politik je rekel, da oblast iztroša tistega, ki jo nima. Andreotti je rekel, da je potere logora, ki non ce l'ha, kaj velja tudi za desnico v Sloveniji. Ne, jaz pa mehen drugače pogled na to pravi, namreč, da je oblast hudo pokvarljivo blago. In zato je zelo prav, oziroma to sem jaz že prej v tako imenovanem socializmu rekel, da zaradi tega mora biti opozicija, ker oblast je pokvarljivo blago in opozicija je tista, ki korigira to stanje. Daj, nekaj zanimivega je na primer v Združenih državah Amerike, tam se večinoma je vsak predsednik izvoljen 2 mandata, potem ga pa zamenja nasprotna stranka. Zdaj je letos pa ne vem, kako bo. No, noben ne ve, sej. Torej, pri nas je ima opozicija drugačne probleme, ne, in no, glejte, tisti čas, ko je bil Demosova vlada, je bila opozicija postkomunistična formacija. In one so znali biti, mislim, strašno težka opozicija, strašno težka, ampak ko se je, ko je pa treba, da se je pripravili do tega, da so pristali na tisto, kar se nam je zdelo nujno, se pa držali. Recimo za osamosvojitev smo jih pripravili, za plebiscit smo jih pridobili. Tako imenovana desnica, ki je zdaj v opoziciji, pa ko prišel čas za to, bojo pa se pa normalno obnašali, da ne se kar pričkajo dale. Še eno leto bojo še čas, pa bojo pa se živeli, koliko je ura in bo treba stopiti skupaj. Če bojo hoteli spet biti pozicija, ne opozicija. Jaz bi pa vprašal, zakaj bi se pa vi zavzemali, da bi prepričali tisto drugo polovico, ki ne gre voliti, da bi šla voliti, če bi imeli to možnost, da bi ustanovili svoje gibanje. Za bolj liberalno državo, za manj birokracije, ki preprečuje razvoj podjetništva, ne bi nič obljubljal nova delovna mesta, kar vsi počno. Pred vsakim volitvam vsi obljubljajo nova delovna mesta. Nova delovna mesta lahko zagotovijo samo podjetniki, politiki pa ne. Treba je biti resen. Ljudje niso neumni, da bi vse verjeli. Še kakšno vprašanje?
Nam, Goričanom, morate obrazložiti, kako vi kot Gorenc imate tak goriški H. Ne, nisem vas razumel. To je pa rotarsko narečje. To pa znamo samo mi in Čehi. Mi rotari in Čehi. Ne, Bog ne dej. Spoštovana publika, to je gospod Ivan Oman. Jaz sem sicer Gorenc, ampak tukaj pri nas v Loki ni gorenskega narečja. Pri nas je rotarski, ki se vleče od Tolmina dol do nas. In mi imamo jaz sem s tem imel težavo med vojno v nemški šoli, nemški G je pa skoraj K. Pa me je učiteljica zmeraj pehala zaradi tega. Spoštovana publika, gospod Ivan Oman, ki si je pri 87 letih vzel čas, da je z nama z Eriko skupaj spravil knjigo, ki se je z veseljem pripeljal v Gorico in podelil z nami toliko iskrivih misli, mislim, da si zasluži en velik aplavz. Ko so naju z Eriko povabili k pisanju te knjige, so rekli, o človeku mora pisati knjigo nekdo, ki ga spoštuje. In ko sva zaključila s pisanjem knjige, sva oba z Eriko isto rekla. Prej sta gospoda Omana visoko cenila, zdaj ga le še bolj. Mislim, da je to res lik človeka, ki je zelo potreben v slovenski politiki in upajmo, da bodo tudi takšni liki med nami v prihodnosti. Gospod Ivan Oman, iz srca najlepša hvala, da ste bili danes med nami. Tudi v imenu organizatorjev Kulturnega centra Lojze Bratuš in Kroška Anton Gregorčič, iskrena hvala gospodu Omanu. Seveda mu želimo še veliko zdravih let, manj dela, malo več počitka, malo več pozornosti zase, ne? In seveda iskrena hvala tudi Dejanu Valentinčiču in Eviki Jazba. Nocoj imamo knjigo na razpolago po znižani ceni, če želite, jo dobite tukaj pri nas in bo gospod Oman tudi z veseljem podpisal v spomin na ta večer. Z nocojšnjim večerom zaključujemo tudi naša poletna srečanja pod lipami. Zato vsem vam iskrena hvala, ki ste sledili našim večerom. Oglasili se bomo ponovno jeseni, septembra, v drugi polovici septembra. Hvala lepa vsem in kot običajno bi bomo tukaj še nadaljevali klepet pod lipami ob kozarcu vina, zato vas bomo veseli, če boste ostali v naši družbi. Drugače vam pa želimo še lepe poletne večere. Hvala lepa vsem in lahko noč.